Nedolgo nazaj smo imeli na testu Toyota Camry in bili zelo zadovoljni. Anže je bil predvsem navdušen nad udobjem in porabo. Lexus ES je postavljen na enako platformo, samo še malo raztegnen, da je več prostora in elegance. Pogon je pa enak. To pomeni, da bi morali biti nad novim Lexusom ES čisto navdušeni, ker je skoraj enak avto kot Camry, samo oblečen v luksus? Ja, dejstvo je, da s tole atraktivno obliko obrne precej več glav. Maska je zelo agresivna, avto je dolg, oprema F-Sport, če poudari tele špičaste linije. Ja, 20 000 evrov več kot Camry se mora nekje poznati in tukaj gotovo se. Znotri pa, ne morem verjeti, da bom to rekel, ampak Camry izgleda bolj moderno. Takole je opremljen ES brez velikega zaslona in s to majčkeno ceneno plastiko izgleda že kar malo zastarelo. Enako tile gumbi, pa softverski sistem, ki je tako grafično kot uporabniško precej za konkurenco. In tukaj sta konkurenta, kot sta Audi A6 pa BMW 5, res močna in ima ES zelo težko delo. Ampak vse te minuse nadoknad s tem položajem za volanom in s temi fantastičnimi sedeži. Tukaj sedeti in držati ta debel volan je res prijetno. Tudi na pedal za plin stopati je zelo fino. In to rečem za sistem, kjer za prenos moči skrbi takšen neskončno stopenjski menjalnik ECVT. Nič več me ne moti, da motor preglasno tuli, nekaj verjetno zaradi zvočne izolacije motorja, ki je res dobra, nekaj pa zato, ker je sistemska moč 218 konjev, kar je dovolj, da ga ne rabim preveč priganjati, da se hitro premikam. 2,5 litrski bencinar je med drugim motor z največjim toplotnim izkoristkom na svetu. Elektromotor pa sam stisne kar 120 konjev. Recimo samo, da bi si želel zadnji pogon, ne na sprednji kolesi, kakor je tukaj, ker bi bil občutek med vožnjo še precej bolj dinamičen. Sistem je klasični hibridni, torej se baterija sama polni med vožnjo in brezčutno vklaplja in izklaplja bencinski motor, vi samo kruzate in to večinoma v tišini, če se vozite recimo po mestu. Podvozje je malenkost starše kot pri res udobnem Camryju, ampak še vedno razvaja potnike z udobjem. Sedeži so zelo prijetno široki, pa imajo še vedno dosti bočne opore, da je pridih bolj športen kot luksuzno umirjen. Krmiljenje je direktno in natančno, čeprav po občutku na volanu majčkeno preveč odsotno, se pa odkup z odličnim položajem volana, zato je tukaj res prijetno sedeti. Ob normalni vožnji imamo porabo 6,7 litra, zdaj, ko je bilo velike avtoceste, je 8, kar je za 1740 kg težko ladjo odlično. Veliko mešanih občutkov sem imel, ko sem se prvič usedel v ta ES. Zunaj zelo znotraj najprej hladen tuš, ker še vedno vztrajajo pri tej tečni drseči ploščici, ampak ko sem nekaj časa preživel z njim, sem vse to kar pozabil. 300H je tehnološko zelo napredni stroj, ki bo zadostil večini potreb. 60 jurjev pride takšen z opremo F-Sport in s to ceno je ostalim skoraj 5 metrov dolgim limuzinam zelo konkurenčen.